Živijo in razmišljam o tem, kaj imata skupnega ribenški semenj suhe robe in zaslužek na internetu. Pazi, stari, probam narediti žlico, imam kos lesa, pa imam, švicarsko klino. Pismo, stari, ne gre, oprosti, ker sem zdajle zaklev zelo močno slovensko kletvico, pismo. Torej, kaj je bistveno, da je skupnega z ribniškim semenjem suhe robe in lončarstva in zaslužkom na internetu? To, kar bom danes povedal, bi lahko pomagalo marsikomu, ki poskuša zaslužiti na internetu, pa mu to nekako nikakor ne uspeva. Ali zasluži nič, ali zasluži zelo malo, in morda bo ideja, Vojko, živijo, morda bo ideja, ki jo bom danes delil z vami, tudi pri vas povzročila, da začnete razmišljati o tem in postavite svoj posel na internetu na neke zdrave osnove. Stari, pazi, imam kos lesa, imam švicarsko klino, ma jaz ne znam narediti žlice. A gledam, gledam modela tam, razumeš, na ribenškem semnju včeraj, ne včeraj, predvčerajšnjim. Kdo je bil na ribenškem semnju včeraj oziroma predvčerajšnjem, v nedeljo je bil, ja. Kdo je bil? Dajte mi napisati, ali ste bili na semnju v Ribenci. Zdaj, tisti, ki ste z naših koncev, nas je bilo verjetno malo več, ostali ne vem. Napište v komentar, če ste bili na semnju in da vidim, s kom smo se zgrešili na teh ribniških ulicah. Torej, v redu, pazi, gledam jaz modela, on ima tam neki kos lesa v roki, razumeš, če ste gledali, ne, ker tam ni samo, da bi prodajali, ampak so tudi te stari ribenški mojstri, eni so tudi malo mlajši, in oni tam delajo, ne, delajo na ulici te svoje artikle in gledam jaz njega, ima kos lesa, ima nek nošček, ki sploh ni švicarska klina, ne. In on, pazim, ta model malo rezla in evo žlice, evo zobotrebca, evo, ne vem, poharske škatle, evo, ne vem, kaj se oni to naredijo, ne. In zdaj, kaj je pa, recimo, to pomeni, ne? To pomeni, da oni vejo, da najbrž iz enega takšnega kosa lesa ne moreš narediti neke žlice, ker jaz sploh ne vem, kaj je to sem neki doma pobral brez veze. Ni, ne? Potem oni tudi vejo, da za narediti neko žlico ni glih švicarska klina, ampak mora biti neko drugo orodje, ki je primerno, stari moj, za to, kar on dela. On ne more delati, razumeš, švicarsko klino tizga. Lahko pa dela z neko zadevo, ki jo je, ne vem, morda kupil, morda jo je celo znal sam narediti. No, in kaj to pomeni? To pomeni zdaj v prvi vrsti, ne, da tudi vsi tisti, ki želijo delati in zaslužiti na internetu, morajo razmišljati v to smer, da ne moreš ti nekaj delati, če nimaš pravega orodja in če ti ne znaš tega orodja uporabljati, stari moj. To je čisto preprosta logika. Lej, če imaš tak nošček zaprt in ga ti ne znaš niti odprt, potem najbrž z njim ne boš rezal. Najbrž ne moreš narediti, ne vem, bukove žlice iz enega lipovega ali pa smekinga lesa in tako naprej. Zdaj, ti moraš vedeti isto na internetu, koga se dela, kako se dela in s čim se dela. Se pravi, treba si je priskrbeti. Ne? To, kar že itak se stalno pogovarjamo, pa vidim, ko me še vedno kdo kaj vpraša po mailu ali na fejsu, da to ni čist jasno, ne? Se pravi, orodja za internetno delo in znanje uporabe teh orodij je tista osnova, da ti lahko potem nekaj delaš in v končni fazi potem na internetu tudi jasno zaslužiš. Če si šel iskat zaslužek na internetu, ti je to itak prvi cilj. Poleg tega, da marsikdo najde tudi zadovoljstvo v tem delu,
da najde zadovoljstvo v načinu poslovanja, ker ne rabiš biti v nekem lokalu, vezan, ne vem, od 5 zjutraj do 10 zvečer ali pa ne vem kaj. In tako naprej. Se pravi, to je prva stvar, ki je zelo pomembna, da uspešno delaš na internetu. Orodja, da jih znaš uporabljati in to se pravi svoje znanje. In druga stvar, kar je, lej, stari moj, ribenški semenj je v bistvu, če tako pogledamo kaj. On je marketplace, se pravi tržišče. Ne? So rokodelci, pustimo še drugi trgovci, ki pridejo vse vrste šaro prodajati in jo potem mi, ki gremo po tem ribenškem semnu in gledamo ti rokodelce, vidimo še nekaj drugega, pa to kupujemo. Se pravi, to je en velik marketplace, kjer pridejo ljudje v bistvu, rečemo, iz cele Slovenije, ker je to pač en tak tradicionalen, Marjetka živijo, tudi tebi prstek gor, en tak tradicionalen sejem in ne, zdaj ljudje pridejo in zdaj seveda tle se srečajo trgovci in kupci, valjda, in to je ta marketplace. In tist, ki misli, da je internet kaj drugega kot marketplace, ne, se pravi kot en semenj, ne, si se je zmotil. Ne. Na tem semnu je treba prodati, ker pazi stari, za zaslužek je vedno treba nekaj prodati. Tist, ki misli, da je dovolj, da bo na internetu sam mal klikov pa zaslužil bajne denarje, model, pazi, ne gre. Mnogi probajo, mnogi se celo pohvalijo, ne, da ful zaslužijo, ne vem koliko, ne, ampak, sorry, jaz to ne verjamem. Če se motim, naj me prosim, kdo razsvetli. Torej, marketplace in na tem marketplaceu, pazi, moraš imeti artikle ali pa moraš znati nekaj narediti ali pa moraš znati nekoga nekaj naučiti. Ne? In to so te tri stvari, ki so bistvene, da ti uspešno lahko nekaj prodajaš. Zdaj pa, ali moraš imeti izdelke, ki jih prodajaš, te izdelke pač eni naredijo, eni jih kupijo in preprodajo, tako kot na ribenškem semnu, ne? Nekateri imajo neke znanja in prodajajo storitve, ne? Se pravi, kaj, se veš, vodovodar, avtomehanik, recimo, ne vem, ne? Prodajajo neko storitev, on zna nekaj narediti in tebi naredi nekaj dobrega, ti mu za to plačaš. In na internetu ni to čist nič drugače. In imamo še eno stvar, ne? To so pa, recimo, učitelji, recimo, če gledamo, dam zdaj čistko primer, ne, zdaj te učitelji so lahko v šolah ali pa kakšni drugi, ne. Oni imajo neko znanje in če jaz nekaj ne znam in se hočem to na hitro naučiti, grem k temu učitelju in on mene to nauči. Na hitro, ne. Če bom jaz to sam iskal, bo to trajalo dolgo, zgubim voljo, se potem nikoli ne pridem do konca, se ne naučim in tako naprej, ne. In zdaj, tudi, recimo, kdo bo rekel, ja, veš kaj, jaz, ne, pazi, bo rekel, ne, ti to govoriti, ne, meni, ne. Bo rekel, jaz v šoli učim, ne, in jaz nič ne prodajam. Ma ne, prodajaš, ne. Prodajaš ti svoje znanje in svoj čas pač nekomu, ki ti za to da plačo, ne. Tudi nekdo, ki vozi viličarja na neki firmi, bo rekel, pazi, stari, ne, ti zdaj meni prodajati prašnike za paradajz, zato, ker jaz vozim viličarja, jaz nič ne prodajam. Ja, stari, prodajaš, ne, prodajaš isto spet svoj čas in svoje znanje tega vožnje viličarja, recimo, ne, prodajaš pač najboljšemu ponudniku, ki si ga uspel dobiti, ne, to je tisti firmi, v kateri delaš. Ker nekdo ti da plačo, se pravi, vedno nekaj prodajamo. In še enkrat, ne, tisti, ki misli, da bo lahko zaslužil kjerkoli, ne, pa čeprav je to internet, bajne denarje s tem, da se bo nekje pojavil, pa bo rekel, pazi, jaz sem se upisal, plačati ne mislim nič, investirati ne mislim nič, ker jaz sem to pol, ker bom enkrat že zaslužil, malo morgen v oklepaju, ne moreš, se pravi, če potegnem zdaj črto pod ta današnji naš Facebook live, torej, orodja, še enkrat, znanje uporabe orodij in potem nastop na marketplaceu in za ta nastop na marketplaceu, stari moj,
so na internetu izumljena ena posebna orodja in vse od teh orodjih, glej, si lahko pogledaš, ne moreš verjeti, tudi na moji spletni strani, imam tudi tisto brezplačno video serijo, če jo še nisi naročil, si jo dej dol pobrat z moje spletne strani, naslov spletne strani imaš pod zgoraj napisan in je www.fotkar.com. Stari, za danes toliko, kar sem hotel malo deliti to razmišljanje svoje, ko sem bil v nedeljo na Ribenškem semnju v Ribnici. Razmislite malo o tem, pejte na mojo spletno stran, poglejte si, kaj je tam gor. Če imate kakšno vprašanje, pa Facebook, imaš moj e-mail, vse to najdeš na tej moji spletni strani, ki sem ti naslov navedel, napisal od zgoraj. Lepo se imejte, uživajte, teden zgleda, da bo malo bolj moker, ampak vreme bo. Torej, čau.